Lepo pozdravljeni, pred nami je nova epizoda s podcasta Zevo in tokrat z mano gostja, za katero sem prepričana, da ste jo v svoji mladosti večkrat spremljali, poslušali kot deklico, pa potem kasneje kot najstnico. Danes pa lahko rečemo, da je zelo, zelo uspešna v svojem poslu. Heidi Korošec, živjo! Lep pozdravček tebi in seveda vsem poslušalcem oziroma gledalcem, ne? Tako je. Zelo sem vesela, da si v svojem natrpanem urniku našla čas, da si prišla na tale pogovor, ker vem, da v zadnjem času ne samo, da si uspešna podjetnica, pa vplivnica, ampak šolo tudi delate prvost, ne? Zelo pestro. Ja, v bistvu ja, še enkrat delam šolo, ja. Bova o tem nekoliko kasneje, ker se veš, da glede na to, da te imam pred mikrofonom, se moram mečkano dotakniti tvojega tistega res začetka, tvojih otroških dni, najstniških, kako se jih ti spominjaš? Ja, nekako se mi zdi, da danes se vedno vsi radi vračamo nazaj v tiste čase in res mi je lepo, tako kot tudi grem po cesti, ne, in me ljudje srečajo in kar pričaram jim nasmeh, ker jih očitno spomnim na neke tiste res lepe, drugačne čase, ko je še bilo vse malo bolj easy, danes je tempo precej drugače je, no. Drugače pa spominjam se teh časov, ne vem, kot eno čudovito, lepo potovanje, eno izkušnjo, kjer je Heidi dejansko živela svojo pravljico, majhna punčka, rada je pela, oblekice sem imela rada in tako naprej. In dejansko so se mi sanje takrat uresničile, iz tega je nastala, ko pogledam nazaj, res zelo uspešna kariera, v kateri sem uživala in se veliko naučila. Tako da gledam z enim pozitivnim odnosom na to. Ja. Zdaj omenila si, da so bili to drugi časi. Ne? Dejstvo je, da v teh drugih časih biti kot deklica tako zelo uspešna, seveda je tukaj zadaj bila ekipa, so bili starši, Brandi je pisal veliko pesmi, ne? Ampak vseeno, verjetno v zdajšnjem obdobju, v zdajšnjih časih bi bilo to veliko težje. Verjetno bi bila tudi veliko bolj lahko, ne bom rekla prizadeta, ampak izpostavljena stvarem, katerim takrat nisi bila. To se mi zdi je relativno, ker takrat recimo je bilo prideti do tega, da si se pokazal, dokazal, da si iz pravega testa, da zmoreš, da lahko, je bilo zelo težko. Poleg tega, da si imel talent, si mogel imeti tudi ogromno sreče, da si sploh prišel do pravih ljudi, da si naredil ta prodor, ker takrat prideti na televizijo, takrat prideti v javnost je bilo ena popolna druga zgodba kot danes. Danes je možnost, se pravi, nekaj doseči, če si priden, predan, strasten do svojega dela, ni več takšen problem, zaradi tega, ker je toliko nekih kanalov, kjer lahko prodreš, ne, pa je TikTok, pa je Instagram, pa ne vem, so tudi te vrste oblike, da se predstaviš, recimo, ne, ali pa prideti na televizijo danes, no, bom rekla, je veliko lažje. Drugo je pa, kako se potem soočiti s slavo. Zdaj ne vem, o kateri stvari govorimo. Oboje v bistvu, ja. Ja. Zdaj, to soočanje s slavo je bil pa tudi problem za mene. Mogoče v tistih časih, danes zelo veliko vemo o psihologiji, o tem, kako otroku pomagati in športnikom, ki se soočajo s takšnimi in drugačnimi krizami in otrokom, ki prodrejo, recimo, pa se soočajo s to slavo, ker jaz mislim, da preveč ljudi si želi to slavo, potem pa kar se ne znajde v tem oblaku, a ne. In biti, recimo, pa ne moramo govoriti slavno, v Sloveniji prepoznaven, rečemo temu, ne, ni enostavna stvar. Se pa strinjam, da je pa danes, ne, veliko več tega possibilityja, da pride do bullyingov takšnih in drugačnih, ker so pač družabna omrežja in s tem soočati tudi niso enostavne stvari, ne. Zato veliko ljudi vidimo, ko grejo v kakšne reality šove in tako naprej in marsikaj jih naučijo, ne naučijo jih pa, ne, kako potem se obnašati, ko enkrat prideš do tega, da si prepoznaven, ne. Ker tisti moment se mi zdi je zelo pomemben za ljudi, ki se želijo znajti na tem segmentu. Za potem kasneje tako, tudi. Ja, ja. Pa se ti zdi, da si se ti takrat kot majhna deklica, potem kasneje kot najstnica, si se veliko ukvarjala tudi s to podobo v javnosti? Ker
mi, ki smo samo te poslušali, spremljali in gledali, imamo morda občutek, da ne, Heidi je pač preprosto samo rada pela, uživala v nastopih in to je bilo to. Mislim, je bilo to. Je pa res, da si mogel sprejeti eno veliko odgovornost, ker recimo takrat res so bile dvorane nabito polne. Jaz vse slike, ko pogledam materiale, moj oče je, zdaj vem, po kom imam malo to žilico influencerstva, moj oče je ves čas kamero bil okrog, tako da jaz imam teh materialov posnetih dejansko in sem tudi rekla enkrat, mogoče, ko bom šla v penzijo, pa bom imela čas, da bom te stvari zbrala skupaj, pa ker iz tega bi se res dal en krasen dokumentarc narediti. Dokumentarni film, ja. Res, ker to so bili res taki časi, težko to sploh ubesediš in to so bile dvorane, ki jih zaradi požarne varnosti niso pustili več spuščati noter ljudi in tako naprej. Zato, ker takrat enostavno ni bilo nobenega otroka, ki bi pel za otroke in je bilo tako pomanjkanje neke tovrstne zabave, ne, otrok, da je bilo res, ko si prišel nekam noro, no? Mislim, krasni občutki. Tako da te dvorane so res pokale po šivih. In zato ti upravičeno še danes rečejo, da si prva najstniška zvezda, ne? Pa ja, mislim, jaz se takrat sploh nismo zavedali, no, da smo dejansko res bili zvezde, ne? Ampak danes, ko pa pogledam nazaj, si pa kar težko predstavljam, ne? Zaradi tega, ker dejansko to je bila odgovornost. Biti na odru, 10-leten otrok, imeti 4000 ljudi pred sabo, voditi enourni program, vse pesmi, animirati ljudi. Plus tega so bili še pa seveda potem intervjuji, ne? Ker kot odrasel blekneš hitro kakšno bederijo, ne? Kaj šele kot otrok. Ne? Tako da ja, so se starši dosti ukvarjali z mano, kako se pogovarjam, kako se odzivam, recimo in te stvari, te retorike, mimike, gestike, vseh teh stvari, seveda dosti smo se pogovarjali o tem, ker se mi zdi, da kot nek performer moraš imeti nekoga, ki te stvari nauči, sploh pa, če si otrok. Mečkan si pa tudi imela oseb, verjetno že tist pa, tist pa se mi zdi, da še vedno, no, imam, rada zabavam ljudi, ne vem, kamorkoli pridem, rada govorim, rada nasmejim ljudi, no, to mi je predvsem važno, no, v življenju, tako da, ja. Potem so se stvari nekoliko obrnile, pri 18 si rekla, da bo dovolj, glede na to, da si želela v bistvu iti v neko glasbeno smer, ki pa založbi ni bila preveč všeč, ali kako je bilo takrat? Ja, mislim, ne, seveda, kot Heidi liku, ne, je odlično šlo, ne. Bila sem blondna, skodrana, naš Kuža je bil super, oblečem si oblekico, petelinčke, vse še danes, da se razumemo, sem zelo, zelo ponosna na te pesmice, ne. Ampak kot 18-letnica pa hodila sem v glasbeno šolo, hodila sem po koncertih zelo veliko, poslušala ogromno neke glasbe, sem seveda želela se razvijati in rastiti, ne. To je tako, kot da bi te dali nekam v službo, pa bi caplal celo življenje na istem mestu. Ni, hotela sem iti naprej, ne. In enostavno razumem pa, zdaj tudi, kot sem sama podjetnik in vse, ne, stališče založbe, ne, da finančno vzdržno je bilo pa veliko bolj zadržati Heidi lik takšen, kot je bil, ne. Verjetno bi tam zelo težko in vsi zvezdniki nekako, če govorimo na malo večjem scale v Ameriki, ne, ki so bili otroške zvezde, so imeli problem pri tem prestopu, ne, kaj pa zdaj, ne, ko smo veliki, ne, ker tiste otroče pesmice ne moreš več, niti ne paše več, da jih poješ, ne, kam kariero zapeljati. Zdaj pa nekateri so se super znajdli, nekateri se sploh niso znajdli, nekateri so se podali v druge vode, no, jaz sem med temi, ki sem pač šla v druge vode, no. Potem je bilo bančništvo, ne, ker velik del tvojega življenja, oziroma tam si pa spet imela zelo veliko odgovornost, skrbela si za mala in velika podjetja, ne, kot marketing ali kako točno si? Ne, jaz sem bila v bistvu komercialist za pravne osebe, za srednja in velika podjetja. Tudi ta pot do službe, recimo, je bila zelo zanimiva, ko si marsikdo misli, da so meni bila kar tako vrata odprta, se njo pa poznajo, ona se pa vse lahko zmeni, ne. Problem je bil v tem, da so vsi potem po končani fakulteti videli v meni tisto Heidiko, ja, malo, ne, ki poje, verjetno kakšna razvajenka, ne vem, kaj so imeli v glavi. V glavnem, velik problem sem imela dobiti službo in ne vem, koliko razgovorov sem dala čez, ko so me zavrnili, recimo v službi, ker pač si niso verjetno znali predstavljati, da bi pa jaz bila sposobna tudi še kaj drugega delati, kot biti samo luškana pa pet, ne. In potem je eden
takrat v bistvu smo delali te pripravniške naloge in jaz sem strašno vesela, no, da sem sploh prišla do priložnosti, da sem lahko nekje pol leta praktično zastonj delala, da sem potem iz tega nalogo napisala, katero sem šla zagovarjati, ne, in seveda sem en case mogla predstaviti, ne, sicirati bilance, pripraviti predlog za financiranje in v bistvu tudi razloge, zakaj bi to podjetje jaz financirala in tako naprej. In potem, ko sem jaz to vse skupaj predstavila, je pač eden od vodilnih me vprašal, no dobro, hajdi, ne, ta predlog si pripravila, vidimo, to je v redu, to je ok. Zdaj pa nas zanima, ne, kako bi ti prišla do strank, ne, tukaj na banki, ne, kaj se tebi zdi, ne. In se nekaj zdaj čistko je, ne, slabi pridejo sami, v podjetništvu govorim, dobro je treba pa iskati, ne. In je rekel, končno eden, ko razume filozofijo, ne, mislim, podjetništva, da je treba stranke iskati. Ne. In tukaj je rekel, da je bilo zelo veliko teh problemov pri razumevanju, pri komercialistih, ne. In jaz sem pa zelo rada bila od zunaj na terenu, zelo rada sem se mrežila, networkala, spoznavala ljudi, iskala priložnosti in on je takoj prepoznal, ne, to mojo žilico, da bi pa bila lahko uspešen komercialist. Ne. In je rekel, veš kaj, zaradi tega stavka zdaj imaš službo. In jaz mislim, še danes imam kurjo kožo, ko se spomnim na ta trenutek, koliko sem jaz bila vesela, da sem dobila svojo prvo službo, ker res je bilo težko. Veliko zavrnitev je bilo prej, tako da je bila že moja samozavest v bistvu čist načeta. Ravno to sem te želela vprašati. Ja, kako pa je to vplivalo? Ker v bistvu si šla iz tiste norije, iz tistega pompa okrog tebe, a ne, potem kar kuhati kave pa fotokopirati. V praznino. Ja, tako, ja. Tako. To je bil padec, osebnost, verjetno je kar je bil velik preskok, samo jaz sem vedela, kaj hočem. In meni delati ni bilo nikoli noben problem, meni še danes ni problem delati. Jaz grem še danes v skladišče, zdaj sem se škatle znosila iz trgovine, preden sem prišla sem, tako da meni delo ni tuje. In če ti delo ni problem, potem se nimaš kaj bat v življenju, ker se boš vedno znajdel. Sam, če si priden pa delam. Pa si takrat recimo kdaj pomislila na to v smislu, joj, pogrešam to slavo, ker v bistvu verjetno takrat v tistem obdobju, ko si študirala, pa potem, ko si zdaj omenila, kuhala kave in kopirala, takrat verjetno ni bilo te prepoznavnosti v tem smislu, da kamorkoli si prišla, so ljudje vedeli, kdo si. So vedeli, kdo si, in so bili ful začudeni, kaj jaz delam tam, ne? Da kave nosim pa kopiram stvari. Ampak se pravim, jaz sem vedela, kaj hočem, kaj je cilj. In ta cilj te je, oziroma vse te izkušnje so te v bistvu tudi pripeljale potem do te uspešnosti danes. Ja, sigurno, zaradi tega, ker se pravim, ne, slabi časi te delajo močnega, dobri časi te delajo šibkega. In je bilo veliko situacij in v otroštvu kot pevka in tudi v bančništvu so bile situacije, ampak vse te stvari te naučijo. Ne? In ko ti to neko bolečino, bom rekla, ali pa izkušnje, boljše, da se izrazim, sprejmeš, ne, kot nekega učitelja, potem se mi zdi, da se tudi lahko prebiješ čez težke situacije. Težkih situacij je bilo veliko, pa še veliko jih verjetno bo v življenju. Sam treba se je borbati, treba se je soočiti z njimi, ne se ustrašiti, stisnati kot pa se psihično sesud, ker moraš biti močen, ne? Ampak to, da pa prideš do te stopnje, da si toliko močen, da se ne ustrašiš, da se ne bojiš, da borbaš. Jaz ne vem, kaj bo življenje prineslo. Ne vem, marsikaj se lahko zgodi. Sam vem pa eno stvar, da bom vedno borec. Tudi, če te spremljamo na socialnih omrežjih, imamo vedno tak občutek, da velikokrat kaj poveš, da ti kaj ni všeč, da te kaj zmotilo in si iskrena. Po drugi strani se pa nikoli pri tebi ne začuti, da se daš v vlogo žrtve. Se pravi, tudi ko si šla čez najhujše trenutke v svojem življenju, si sicer pustila biti ranljiva, ampak ravno to, kar zdaj opisuješ, ne? Zelo hitro glavo po konci in gremo naprej. Ja, ker se mi zdi, da od tega jamranja, ne, v življenju nič ni. Ne. Treba se vzeti v roke, zrihtati
in iti naprej. Ne? In vedno, vse sem jaz tudi imela situacijo v življenju, ne? Ko sem v nekem trenutku obstala, pa bi se kar najraje smilila sam sebi, pa sem si brala knjige, zakaj se zakaj se slabe stvari dogajajo dobrim ljudem in tako naprej. Ne? Ampak na koncu se pravim, vsaka slaba izkušnja je najboljši učitelj ever. Ampak vsi se sramujemo, ne, teh nekih slabih izkušenj. Nobeden ne upa preveč govoriti o njej. Vsi radi govorimo o tem, kaj si dobrega naredil, kaj je, ne. Premalo pa govorimo o teh slabih stvareh, ne, ki so te dejansko sklesale, krepile, ne. In mogoče je to ta napaka v tem svetu perfekcionizma, da premalo govorimo o napakah, pa preveč hočemo poudarjati neke tiste same lepe stvari, ne. To je ta Instagram in ta fake, o katerem dost poslušamo, ne. Jaz pa večkrat se oglasim in tudi povem, lej, ko je fajn, ne? Ko pa ni fajn. In življenje instagramersko pri meni klasično, bom rekla, ne obstaja. Ne? Zaradi tega, ker jaz povem, če me kakšne stvari mučijo in tudi potem dobim neko potrditev, da nas je kar veliko, ki nas mučijo iste stvari, samo mogoče se premalo o tem govori in mogoče sprožim kakšno debato, konstruktivno seveda, ki ni žaljiva, ki je vedno takšna, da išče neke rešitve, ki bodo svet naredile lepši, ne pa slabši. No, sprožila si pred kratkim tudi eno debato oziroma povedala si glede šole, spet se bom tja vrnila in si sprožila to, da so se, ne boš verjela, ampak na kar nekaj roditeljskih sestankih med drugim pogovarjali spet ali pa morda tudi zaradi tega, kar si govorila ti, ravno o tej tematiki. Torej, super. Govorila si o tem, da imaš 2 sinova, ki sta že oba šola obvezna. Tako in je. V bistvu praktično z njima ti spet ponovno delaš šolo. To pomeni, da je dejstvo, da bi bilo znanje, ki ga pridobita v šoli, dovolj, v tem primeru majčkeno odpovedalo, ne? Starši še veliko presedimo z našimi najmlajšimi doma. Res je, ja, zelo veliko presedimo in tudi kakšni so bili odzivi na Instagramu, recimo staršev, sem videla, da smo vsi skupaj v eni isti godlji. Zdaj pa to ni problem učiteljev. Mi imamo krasne učitelje pri nas na šoli, ki se zelo trudijo in vse, ampak problem je sistemski. Problem je v tem, da otroci imajo preveč obveznosti, preveč balasta, preveč je tekmovalnosti v šoli in preveč je na eni strani tudi bolano ambicioznih staršev, recimo, ki res pretiravajo mogoče v določenih stvareh in jaz osebno mislim, da v šolo otroci hodijo zato, da se tam naučijo. In poznam tudi neki prijateljev, ki imajo te možnosti, da imajo otroke v privatnih šolah, ampak oni za šolo ne vejo. Njihovi otroci torb ne nosijo čez teden domov. Torbe ostajajo v šoli. Zakaj mi nosimo vsak dan torbe, sem tja gor dol, ne vem, 20 kg težke torbe, tudi včasih moja fanta sta oba dva drobna. Mislim, take stvari so mi smešne, ne? In pol nekje gledaš, ne? Zakaj en sistem, ki sicer ni poceni, je zelo drag, ne? Lahko funkcionira na takšen način in v bistvu ti starši za šolo sploh ne vejo in zakaj mi, recimo, pa dejansko tudi mi plačujemo šolo, ne? Saj tudi naš davkoplačevalski denar gre v to, ne? Ne moramo sistema nastaviti tako, da bi dejansko otroci šolo delali v šoli. Ne pa, da to šolo delamo še potem enkrat doma, ne? Vsi starši, ker zelo je psihično obremenjujoče. Imamo službe, ki so vsak dan, vemo, da težje. Zaradi tega, ker kriza gospodarska prihaja, pritiski so, ljudje se odpuščajo, obremenjuje se tiste, ki ostajajo. In potem ti že cel nor prideš iz službe, se vemo, kako je, ne? In potem še doma moraš biti z otrokom, ne, recimo 100%, to je dejansko tvoj cel dan, ko moraš biti fokusiran. Ne. Mi imamo še enega otroka za drugim, tako da jaz včasih ne vem sploh, v katero sobo naj grem. Ne. Pa mi rečejo spust. Spust. Ne. Sam jaz vem, da če spustim, se bojo zelo hitro začele slabe ocene nositi domov in potem bomo imeli eno veliko luknjo v znanju in bo težko nadoknaditi vse to. Ne. Tako da je en tak res začaran krog, v katerem se mi zdi, da je prav, da se spoštljivo pogovarjamo in niso problem učitelji. Ne. Problem je sistem. Je pa treba tudi eno stvar vedeti, mi zelo veliko potujemo. In koliko so
tujci, recimo, ko se srečamo, zdaj smo bili na križarjenju po reki Mekong, smo šli iz Vietnama do Kambodže in v bistvu je bila ladja zelo tako adults orientated, praktično naša 2 fanta sta bila edina 2 otroka na tej ladji in ogromno je bilo nekih izobraženih ljudi, nekih uspešnih ljudi in tudi profesorjev, ki so delali po ameriških univerzah in tako naprej. In prve 2 dni smo se malo tipali, pa ker je bila manjša butična ladja, smo se zelo hitro med sabo povezali, spoznali, pogovarjali in ti ljudje niso mogli verjeti, da naša 2 otroka govorita 2 jezika v Ameriki. Kamorkoli ti prideš, mi smo prijemo na Kitajskem se nič ne moreš zmeniti. Tam otroci, ljudje sploh ne govorijo angleškega jezika. Naši otroci so, moja 2 v 4., 5. razredu sta se lahko pogovarjala. Ona 2 sta res prvič zdaj tako, da sem jih videla, da sta ta preboj v jeziku naredila. Prej je bilo sram, sta vedno sprašvala, se skrivala za nama. Zdaj sta pa skušala, v bistvu sama govoriti in oni so bili navdušeni, Tudi, koliko lepo sta se obnašala. Včasih, ko gledaš določene otroke, res, kam so te vzgoje šle, se kar vprašaš, vse smo še kar v redu, čeprav si že včasih misliš, pa kdo je zdaj tu nor, ampak ni tako bed, v redu smo. Naši otroci so zelo lepo vzgojeni, naši učitelji v šolah tudi delajo odlično, da jih učijo o morali, o etiki, o empatiji, nazadnje. Zelo poudarjajo veliko tega in prav je tako, ker edino na tak način bomo vzgojili neke normalne otroke, neko normalno generacijo, ki bo dejansko sočutna pa funkcionirala v tem svetu, mogoče malo drugače kot mi. Ker jaz vidim, da tudi na družabnih omrežjih, tudi sem izpostavila eno temo, da je ogromno starejših ljudi, ki nimajo retorike obnašanja na družabnih omrežjih. Med overnet in podobno. Recimo tam je ogromno nekih starejših ljudi in včasih tudi, ko mi Urban kaj pokaže iz teh komentarjev, pa tega ne berem, Urban pa to bere rad na WC-ju, ker ga zelo zabava in potem z mano kdaj kaj pač podeline. In ko greš mogoče pogledati, ker mene psihološko zanima, ne da mene zanimajo ti ljudje, mene psihe zanima, kdo so ti ljudje, da se jim na veliko izogneš lahko v življenju, ker te negative, tega sranja, ne morem drugače reči v življenju, jaz ne rabim. Niti, pa ne samo jaz, predvsem mislim, moji otroci tega ne rabijo, da jih naučiš, recimo nekih stvari, kje se izognati tem ljudem. In žalostno je, da so to pretežno neke starejše gospe. In potem smo prišli s temi debatami na Instagramu, ki so meni zelo zanimive, ko se tudi ljudje odzovejo, dejansko otroke učimo v šoli, kako se obnaša na družabnih omrežju, na spletu in vse. Starejšim ljudem je bilo pa to kar dano in noben jih ni niti podučil, kako se naj obnašajo na teh družabnih omrežjih. In jaz, ko sem mislila, da v bistvu največje probleme na spletu delajo otroci, sploh temu ni tako. So določeni posamezniki, ampak zelo velike pa teh starejših ljudi. Sploh ta negativizem in ta napadalnost. Točno to. To ljubosumje, ki gre res že preraste vso mejo okusa. In pa, ko se vprašaš, to so ljudje, ki imajo otroke, mogoče, ne vem, so ženske, mamice, vnuke, kakorkoli, se pa ni čuden, kam ta svet gre. In vedno moraš izhajati iz sebe. Tako kot se jaz obnašam, tako pričakuj, da se bojo verjetno tudi drugi do tebe obnašali. In je treba biti res zelo pazljiv, kako se obnašamo na spletu. Tudi. Zdaj, ko si ravno omenila komentarje, ko si govorila o šoli, si seveda mečkano v šali, v hecu rekla, da boš odprla OnlyFans in začela prodajati svoje noge, ker pač obstajajo... To so se še učiteljice pri nas v šoli nasmejale. Ja, ker pač obstajajo ljudje, ki imajo tak fetiš in ja, tako kot sem rekla, treba je... Da slikajo noge, da slikajo noge, ja, jaz še danes tega ne razumem, ampak jaz imam po moje 3-4 sledilce, ki mi rečejo, daj bojo videli spet moje noge, in si mislim mislim, to ni več zdaj tiste klasične neke dele ženske, ki zanima moške, noge. Mislim, očitno ima vsaka od nas kakšnega takšnega vmes, pa se potem reže malo vprašaš, kam to gre. Ampak ok, fetiši so različni, to mogoče kdaj drugič, prav to debato razvijava. Takrat se spomnim, da ko si o tem zelo govorila in tako, so se seveda potem našli kakšni, ki so rekli, Hajdi, kaj ona zdaj govori. Všeč mi je pri tebi ravno to, da imaš vedno malo tega sarkazma, malo tega humorja. Zdaj, verjetno nekateri so takšni, ki to razumejo, spet drugi to vzamejo
jemljajo kot to je zdaj čista resnica in Heidi res zdaj že odpira OnlyFans profil. Ne? Hkrati je bilo pa zaslediti možno tudi nekaj komentarjev v smislu, vem, da si v mestu rekla nekaj tako na to temo, da da če bi želela, da bi se sinova učila pri inštruktorjih in tako naprej, ker kmalu snovi ne bomo več mogli slediti, da je pač to res veliko denarja in da to stane celo premoženje. Potem vem, da sem nekje zasledila v smislu, po eni strani na glamuroznih počitnicah, po drugi strani pa stiska okrog tega, koliko stanejo inštrukcije. Ampak spet, stvari so lahko zelo hitro vzete iz konteksta. Res je. Dejstvo je, da mi naša potovanja zelo optimiziramo, tudi finančno. In te stvari, ki mi zapravimo za potovanja, so dejansko, bom zdaj čisto iskrena, zaslužene iz tega, kar jaz delam pač kot influencer. Zato, ker meni se zdi moj profil peljati je tako, da je daj dam. In jaz recimo tisto, kar naredim za denar, ta denar porabim za to, da dam ljudem lahko tudi neke kvalitetne informacije. Nisem jaz noben milijonar ali pa kakorkoli, ali pa da jaz živim na neki veliki nogi. Rada pa investiram v te stvari, zato ker se mi tudi za moja otroka zdijo potovanja najboljši način izobraževanja. In želim, da vidita svet. Zato ker edino na ta način bosta ona dva razvijala ne samo geografsko neko širino, ampak tudi empatijo, potem tudi razumevanje drugih kultur, se pravi hrane, raziskovanja, tega avanturističnega duha. Jaz recimo, mene je oče peljal na nekaj teh tripov. Recimo, ne vem, pri 17 letih za 3 tedne sva šla na Florido, recimo, pa sva celo prečesala in vse. In jaz se spomnim, koliko je meni to potovanje dalo, koliko enih stvari sem jaz na tem potovanju dojela, koliko je meni cel mindset premaknil. In zato iz tega stališča, iz te moje mladosti, iz te moje izkušnje, vem, koliko je pomemben, da želim, da to pokažem otrokom, ker to je to. Kar se tiče pa inštrukcij, se pravi, mi že enkrat odvajamo denar za izobraževanje. Zakaj bi ga dvakrat? In to je vprašanje, ki nima veze zdaj z mojim statusom. To je vprašanje vseh nas. In tukaj zdaj digati v neke druge stvari je popolnoma zgrešena pot iz fokusa, kaj sem jaz hotela povedati in komu sem jaz tudi hotela nekako pomagati. Pa se ti zdi, da smo že na takšni točki ali pa tako daleč, da imamo kaj možnosti, da se ta šolski sistem res na novo postavi? Mislim, to sigurno, to sigurno ni stvar, ko bo šla čez noč. Je pa začetek, če se začnemo pogovarjati o tem, po mojem, se pravi, na spoštljiv način. To, da jaz uporabljam malo teh sarkastičnih zadev, pa to je zato, da je vse skupaj bolj zanimivo, mogoče pa, da še koga nasmejim, zato ker tako vem, da smo vsi v istem zosu. Koga čemo flanca tle, Sej, vem, po reakcijah sem videla vse, veliko nas je. In verjetno bomo še kar veliko časa presedeli s svojimi otroci, ampak se pravi, nič ni tudi ne slabega, zato ker obnoviti tudi malo tele stvari je v redu. Je pa res, da je veliko se pričakuje od njih. Zdi se mi, da morda to, ko starši govorimo, da je morda komu, ki ni starš, to razumljeno zelo napačno, v smislu je pa kaj, si se odločil za imeti otroke, valjda boš tisto nalogo delal z njimi. Ni težava v tem, da bi nam to bilo odveč ali pa obremenjujoče, gre se za to, da to ni samo z otrokom predelati snov. Zdaj govorim iz lastnih izkušenj, koliko je to enega pregovarjanja prej, koliko je to enih konec koncev tudi morda nekih čustev vmes, ko otroku nekaj ne gre, pa ti kot starš ne znaš to razložiti na ta prav način. Jaz vem, da sem že večkrat se obrnila po pomoč prav k učiteljici, v smislu, na kakšen način naj to razložimo, ker mi smo se učili popolnoma drugače. In potem gledam pred sabo in rečem, ne vem, ne poznam. In to je tisto, kar se mi zdi morda pri tem večja težava, kot pa naše ure, ki z njimi presedimo. Ja, sej, ravno o tem sem hotela pogovoriti, ker
vsi mislijo, da živimo nek popoln life, ne, pa v bistvu ne. Jaz se soočam tudi z veliko problemi. Ne. In mogoče premalo ljudi tudi govori, ne, kakšna odgovornost je imeti otroke danes. Ne samo psihična, moralna, ampak tudi finančna. Ne. In recimo zelo veliko lepih fotografij, kako smo srečni, kako smo veseli, kako smo nasmejani, kako imamo lepo kuliso, božično sceno, onako sceno. Noben pa ne pove, ne, da dejansko kaj vse ti nasmehi tudi za sabo potegnejo. In ravno zato se mi zdi nekako ohranjati realna tla. Tudi na Instagramu ni nič narobe. Ne. In tisti recimo, ki mi očitajo to, ne, bojo sami enkrat te stvari doživljali, pa se bojo mogoče potem spomnili, kaj sem hotela povedati s tem. Nikakor ne, pa nič slabega. No, dejstvo je, da prej si omenila potovanja in da je to dam na tvojem profilu. Definitivno lahko na tvojem profilu dobimo ogromno koristnih informacij, kako iti na pot, kako se pripraviti, od tega, kaj je fino, od zdravil. Jaz vem, da sem poiskala že parkrat pri tebi na svet, kako spakirati pametno, za kam gremo in tako. Ne? Od načina, kako dati v kovček do tega, kaj sploh potrebujemo. Tako da se mi zdi, da dejansko, kot si rekla, ne, je tvoj profil nekaj, kar vsak lahko, če želi, najde kaj dobrega, ali pa se najde notri v kakšnih takšnih, kot je bil zdaj nazadnje recimo ta šolski primer. Ja, življenjski. Življenjski, tako, ja. Si kdaj recimo pri sinovih ravno zaradi te izpostavljenosti in tako imela občutek, da ima to, ne bom rekla, da ima ne godi, da ima ni všeč, ampak da sta imela kdaj drugačno obravnavo zaradi tega? Niti ne. Mislim, da niti ne, zaradi tega, ker ona dva vesta pač, ne, da je mamica pela in tako, jaz sem tudi že od otroštva nima zelo veliko pela in tako, ampak ju niti kaj preveč, bom rekla, ni to zanima in meni kar nekako paše to, da se v teh stvarih mogoče toliko še ne pogovarjamo, ker ne rabita ona dva biti obremenjena s temi, kdo sem jaz, pa kaj jaz počnem, čeprav neposredno seveda bosta in bosta enkrat mogla sprejeti tudi to mojo vlogo. Ne. Enkrat so se pogovarjala, smo imela en tudi tak iskren pogovor, ne, z Damjanom Murkom, recimo, ne, ki je meni zelo prijetna oseba in tudi zelo inteligenten, ampak kdor hoče to videti, ne, iz katerega kota ga kdo gleda, ne, in so se tudi pogovarjala o tem, ne, da ima strahove, ne, kako bodo njegovega otroka v šoli recimo, ne, sprejeli. Ne. Tako da seveda vsi, ki smo izpostavljeni, vse sprašujemo, imamo dvome o tem, ne, kako bo. Ampak enostavno, kaj pa nekdo, ki dela na 3 smene? Kaj pa nekdo, ki ga cele noči ni? Kaj pa nekdo, ki je en teden brez očja? Vsak ima nekaj. Ne? Ker je na službeni poti. Preveč se ukvarjamo samo z prepoznavnimi osebami in zelo premalo na splošno verjetno. Ne? Tako, ja. In niso samo tisti ljudje, ki so izpostavljeni, ne, da bojo pač otroci verjetno kdaj občutili dobre in slabe stvari. Ne? Ampak se tudi drugi otroci od drugih staršev se soočajo s takšnimi in drugačnimi situacijami. Kdo je pri vas doma bolj strog? Ti ali Urban? Bom kar jaz. Midva imamo vloge razdeljene, good cup, bad cup, ja, čeprav bi naj ženske bile tiste nežne in tako, ne, ampak jaz nekako izhajam iz špartanske vzgoje tudi doma, ker sem bila, bom rekla, kar hiperaktiven otrok, ne, in smo mogli imeti nek red določen v hiši imeti in se mi zdi, da kakorkoli se je meni kot otroku to zdelo, ljubi Bog, ne, ampak ko pa pogledam nazaj, se mi zdi pa super, ker otroci rabijo nek red. Otroci ne rabijo v starših iskati frende. Prijatelji je še ok beseda, ampak da si zdaj ti friend z otrokom. Ne, otroci rabijo starše, otroci rabijo meje in se mi zdi, da jih res moraš postaviti in to jasno. Ker če ne bojo šli čez njih, tudi jaz se soočam s temi izzivi vzgoje. Mislim, ljubi Bog, to je največji izziv v mojem življenju. Nisem si mislila, da bo... V kakšni fazi ste zdaj recimo, kaj so zdaj največji izzivi? Zdaj sta 4., 5. razred, ne? To so lahko že konkretni. Zdaj smo z enim upornik brez razloga, a ne? Ja. To je že mogoče začetek, potem pubertete?
Ja, ta drug pa še ne ve, ne, ali bi bil pubertetnik, ali bi se z igračkam stisko. Tako da imamo pa tudi še to razdvojenost. In je pa to pubertetniško obdobje zelo, se mi zdi, moraš malo nazaj stopiti, se spomniti malo tudi sebe, in probati odreagirati med tistim redom, tudi med nekim sočutjem. In se mi zdi ta mešanica, ali pa ta balans tega reda in sočutja, je največji izziv. Dokje biti sočuten, pa dokje biti strog. Res pa je, da se naši otroci danes tudi soočajo z vsemi temi družabnimi omrežji. Tudi ne nazadnje s telefoni. Tukaj smo razcepljeni, Slovenija je vedno rada kot na dva dela razcepljena. Telefoni ja, telefoni ne. Jaz sem mnenja, da ne. 9-10 let otrok star nima kaj delati s telefonom, pa sama tudi delno živim od tega kot influencer, recimo, ampak jaz se ne strinjam. Otroci se morajo igrati od zunaj na igrišču, ne na telefonih. In kolikor dolg se bo dal, bom probala res ta telefon držati stran, čeprav je zelo, zelo težko, ker že skoraj pol razreda ima telefon. Pa so potem doma verjetno. Ja, seveda so debate o tem. Zakaj pa drugi lahko? Zakaj imajo? Ja, drugi pač imajo, ti pa nimaš. Mislim, in je težko pojasnjevati, ampak jaz mislim, da delamo prav. Pa sta z Urbanom striktna in stroga recimo zgolj pri telefonih ali enako velja potem za, ne vem, televizijo doma, kakšne igrce in tako naprej? Mislim, sej jaz ne želim zdaj otroka narediti digitalnega imbecila, ampak želim, da je digitalno izobražen. Urban tako dela tudi v računalništvu, se ukvarja s hardverom, z serverji in tako naprej. In njemu so tudi starši doma, se je še zdaj na računalniku, njemu so tudi starši doma trgali, rezali kable in tako naprej. Samo da te prekinem, sva ga želele spraviti pred kamero, pa tudi tokrat ni šlo. Ne, Urban je stric iz ozadja. In tako velikokrat se pol vprašaš, pa je dejansko iz tega naredil svoje podjetje, ki dobro dela, je rad dela to, kar dela, predvsem to je pomembno. In se tudi vprašaš, ali je to ok ali ni ok. Dejstvo pa je, da ta razvoj gre tako hiter, zdaj imamo umetno inteligenco in kam bo to vse skupaj prevedli, se samo sprašujemo. Meni je zelo zabavna ta umetna inteligenca, velikokrat se tudi na njo obračam in v službi, pa tudi zdaj, ne nazadnje za šolo in tako naprej, si lahko zelo veliko pomagamo s temi stvarmi, ampak se pravim, zdaj se mi pogovarjamo o spremembi šolstva, na drugi strani imamo umetno inteligenco, kam bo to vse skupaj pripeljalo, vprašanje. Ja, in ravno to, ko si rekla, po eni strani ne moramo zdaj otroke popolnoma izolirati od vseh tega tehnološkega napredka, ker potem spet nismo naredili nič, ker to je njihova nova realnost. Oni ob tem rastejo gor. Za nas je to ta velik preskok in šok morda. Ampak vse je enako je bilo pa z barvnimi televizijami in tako naprej. Ja, v vsaki generaciji je pač nekaj, kar se nam zdi sporno, pa potem otroci pa generacija zraste s tem, in jim določene stvari pridejo dejansko tudi prav. Tako da jaz osebno mislim doziranje teh stvari in predvsem reakcija, ko ti njemu vzameš telefon ali pa računalnik. To meni dosti pove o otroku, a je on odvisen od tega ali ni on odvisen od tega. To je tako, kot da bi drugerašu vzel heroin, tako kot da bi kadilcu vzel cigaret. Mislim, a on še obvladuje to odvisnost ali ne? Če on da telefon mirno nazaj, potem smo ok. Če pa je to histerija, pa panika, potem pa vemo, da nekaj je zelo, zelo, zelo narobe. In žalostno je, da vidimo to že pri zelo majhnih otročkih. Žalostno je, da mi na naših potovanjih vidimo, da otroci ne znajo več jesti brez telefona. Pa tablic na mizi, Ja, 1 leto stari, mislim, come on. On sploh ne ve, kaj je.
On se sploh ne zaveda okolice, kaj se okrog dogaja in tako naprej. In to so tiste stvari, ki pa še mene recimo, ne, kot zunanjega opazovalca nekako prizadanejo. Jaz vem, da si na počitnicah, jaz vem, da je tempo, jaz vem, da rabiš tudi ti zadihati pa vse, ne, sam mogoče ne glih na ta način, no, da delamo te stvari, ker ne vem, če je to glih zdravo, no. V dobi, recimo porodniške ali pa ko si bila noseča in tako, ne, rekla si, da sta zelo blizu en za drugim, verjetno je bilo takrat tudi za tebe zelo naporno, neprespane noči in tako. Komu si se takrat recimo zatekla po kakšno pomoč, vprašanje, nasvet? Takrat je bil en tak velik kaos pri nama z Urbanom, da midva sva najboljša zaveznika bila kar en drugemu, no, bom rekla. In zdaj, ko pogledam nazaj, koliko sva midva to vse skupaj preživela, jaz ne vem, ampak očitno je bila ena velika ljubezen do dela, do družine, do vsega, da si sploh imel to energijo res držati. Zaradi tega, ker jaz sem se pol v nosečnosti prvi odločila za to podjetje in zelo veliko nama je rekel, pa me je takrat enega za drugim, jaz sem že tudi malo v letih bila, pa sem mislila, pa se bi pa res lepo bilo, jaz sem si želela bratca ali pa sestrco, ko sem bila mlajša, pa pač nisem imela, moje starši so sicer rekli, da sem bila za 3, tako da je v redu, ampak Seka, nič, pa dajmo res, tole enega za drugim, pa vsem tem, ko so mi predlagali, naj imam enega za drugim, seka, jaz sem pa zdaj drugič noseča, so vsi rekli, seka, kaj, če ste rekli, da je fajn, da se pol igrata, pa to, ja, sam prve 3 leta bo pa kar, In nama je glih v teh prvih 3 letih podjetje, oba, vsak svoja firma, je bila rast potegne za sabo seveda tudi ogromno dela, dodatna zaposlovanja, učenja, vse, potem mene je blazno zanimalo to raziskovanje na Instagramu, ta influencerski svet, In sem se tudi s tem zelo veliko ukvarjala, seveda še 2 otroka, tako da bolj malo smo spali. Tako je bilo, Je pa res bilo, da sem se v enem trenutku, že pa pol res zamislila sama nad sabo, da tole ne gre in pa sem 48 ur v kosu odspala, ker je bilo res malo too much vsega in sem se pa hitro nazaj spet spravila, pa akcija naprej. Zelo veliko se govori o izgorelosti in o tem, kako hitro lahko pademo v to stanje. Zdaj, pri tebi takrat, glede na to, kaj vse opisuješ, bi tudi lahko človek rekel, da si bila mogoče korak stran od tega, ampak hkrati pa vedno daješ en tak vtis, kot da se znaš zelo dobro poslušati. V smislu, da sama zelo dobro veš, kje so tiste meje in da čez njih ne greš. Ali se motim? Mislim, ful je pomembno, pri tej izgorelosti res, da se znaš poslušati, samega sebe. Je pa tudi nekaj, koliko si ti psihično stabilen. Nismo vsi isto psihično stabilni. Eni so manj, eni smo bolj. Ampak se pravim, to je to, koliko si ti dal nekih težkih situacij v preteklosti čez. Tudi meni kot otroku ni bilo vedno lahko. Koliko je tu stvari zapovedati še. Pa mogoče jih bom enkrat danes, ali pa zdaj še mogoče nisem pripravljena govoriti o njih, ampak ravno to hočem povedati, da to so tiste stvari, ki te pol naredijo močnega in zelo, zelo stabilnega. Tako da mi pa danes kot starši želimo prevečkrat otroke zaščititi in jim ne pustiti, da digestajo neke situacije življenjske, ki bi jih mogli. Zavijemo v vatko, da ne bojo prizadeti. Tako. In to bo ful hudo, ko bojo oni enkrat odrasli, ker bo prišel šef, ko bo izvajal mobbing nad njim. Bojo prišli ljudje, ki bojo za hrbtom nože zarivali. Vemo, kakšne so danes službe, kakšna je danes tekmovalnost in tako naprej. In če ti ne pustiš otroku, da se razvija in preveč ga hočeš zaščititi, hodiš med otroke pa razčiščuješ njegove probleme, zato ker mu en barvico zlomo in tako naprej. Ne. On se more, čeprav te boli. Kako to boli. Jaz to vem, kako boli. Najbolj boli to, ko gledaš otroka, ampak včasih ga moraš pustiti samega, da gre čez to. Saj ti si tam, ti gledaš to, kam on gre. Ampak more. Zato, ker je sigurno to tek na dolge proge in to bo enkrat ga pripeljalo do tega, da ne bo tukaj izgorelosti, ko jo je danes. Jaz mislim, da je to zelo velik razlog v tem,
da se preveč dolg ujčka ljudi, ščiti ljudi, te mamini sinki in tako naprej, po mojem, no? Preveč je tega mogoče v eni točki, ne? Se pravim, ljudje smo pa različni in različno reagiramo, ampak danes se mi zdi, da zelo veliko govorimo o tem, skoraj že vsak ta drug čas se mi zdi, da je v Ameriki imel, ne, vsak psihiatra, ne, pa se nam je to smešno, zdaj smo se vsi smejali, ne. Ampak danes pa je že to pri nas, ne, in mogoče bi se pa mogli vprašati, odkot to izvira. Si ti kdaj obiskovala kakšnega terapeuta? Ne, nikdar. Moj najboljši terapeut kot otrok, ne, ko sem bila, je bil pes. Ampak pes zaradi tega, ker je to res ena taka brezmejna ljubezen, ker ni bilo potrebnih nobenih besed, bila je samo ljubezen. In jaz mislim, da ljubezen je na koncu res tista najboljša terapija, ki, ne, jaz sem vedno imela v glavi vprašanje, ali bom nekaj naredila, ali ne bom, ne. Kaj bojo pa starši rekli, recimo, ne. In to je bila moja najboljša blokada, zato ker sem vedela, koliko imajo mene starši fejst radi, in to je bila moja najboljša zaščita, da nisem zašla recimo v težave. Ker večkrat se znajdeš na razpotju, ne? In vsi starši se bojimo tega, kaj bo, ko bo otrok na razpotju. In edina stvar, ko ga bo lahko rešila, se mi zdi, je ta res ljubezen, ne? Ki je lahko tudi v tišini. Zdaj, velikokrat, kot sva že omenili na Instagramu, poveš o kakšnih stvareh, ki niso najlepše in so realnost naših življenj. O kakšni krizi v zakonu pa pravzaprav nikoli nič kaj ne poveš. Ker je nimama. Ja, res je nimama. No, in jaz se vsak dan Bogu zahvalim. Jaz v preteklosti sem imela veze, ker se je dogajalo marsikaj. In spet so to bile neke izkušnje, a ne? In jaz, ko sem že roke dvignila, sem rekla, ljubezen za mene ni, jaz bom pač sama, ne? Se je pa pojavil Urban, ne? In ko nekako res nehaš iskati, te najde samo, ne? To se mi je že velikokrat tako v življenju zgodilo. In z Urbanom jaz sploh na prvo žogo niti nisem pomislila, da bomo midva šla v kakršnokoli vezo. Kot prvo je bilo že med nama razlika v letih, ne. Urban je bil IT-ovc, jaz pa takrat čisto v drugih sferah, ne. Ampak midva sva totalno različna polja in spet je ta yin-yang, ne, da dejansko res funkcionira in tvori celoto, ne. Urban je full OCD, jaz sem en šikan kaos, ne. Urban je res poštiman, on ima čez finance, on je zelo organiziran in to meni bolj odgovarja kreativa, marketing in take stvari. Ampak sva zelo, zelo različna, ampak uspešno je pa lahko to edino pod pogojem, da se ne skušava en drugega spremeniti. Ker ko bova pa v to zašla, se mi zdi, ne, da bom jaz šla njemu na živce, ne vem, zato ker šalco kave pstim vsako jutro tam. On jo pa pač pospravi, ne, ali pa ker bo on šel meni na živce, ker je tako cel spedenan in ne vem, ne, urejen in redosleden, ne, bo pa to en velik problem. Ampak drugače pa, ne vem, jaz si nisem mislila, da v življenju lahko najdeš idealnega človeka za sabo, ampak za potovati, ne, ampak jaz res sem presrečna, da sem ga našla, no. Zelo lepo je slišati take besede, sploh zato, ker sta kar nekaj let že skupaj, ja. Ne, ni to neka začetniška tista ne. Zaljubljenost in tako, kot je ponavadi. Omenila si to yin-yang, ne, pri vama je tudi to verjetno zelo izrazito, ti po eni strani zelo žurerska, zelo rada greš tudi plesati celo noč in na kakšen party dober, ne. Kak party? Ja, bomo kaj zrihtali. Na drugi strani pa Urban verjetno bolj zadržan, ampak gre pa s tabo, vse povsod. Ja, naju dva drugače, poleg, bom rekla, humorja, ki je zelo, zelo pomembna postavka, mislim, midva dejansko sva preko Facebook Sweethearts, tako se je začel, ne, in Urban je vedno imel kakšne pikre, kakšne zabavne, kakšne igrive sporočila, no, in me je vedno
meni je veliko ljudi pisali, pač že zaradi tega, ker sem bila Heidi in tako, ne. Ampak Urban je bil pa vedno tisti, ne, smisla, pa kam zdaj ta spet zapovedati, ne. Mislim, tako že malo na živce mi je šel, ne. Ampak... Bil je pa vztrajen. Ja, tist pa, ja. Ampak ne, je... Ta humor se mi zdi zelo pomembna postavka in pa glasba je tudi zelo pomembna postavka. Midva sva hodila po koncertih, ne vem, res nama je bilo všeč. Je pa res, ne, da jaz nikoli ne bi šla domov, ne, Urban ima pa tist, ne, takrat, ko je najlepš pet domov, pa boš imela cel večer v lepem spominu, ne, to je tudi moj oče vedno rekel, ne, in dokler sem imela te očetove besede v glavi, je bilo v redu, zdaj imam pa Urbana, ko reče, zdaj pa gremo domov, ne, tako da, ja, in vedno je kratko, sladko in je fajn, ne, in je super imeti tudi en tak razum, ne. Ampak vseeno pa pride potem tudi v takšni vezi do kakšnih nesoglasij, da ne bova pa zdaj spet govorili vse samo lepo in tako, še vedno pa tudi, ko najdeš popolnega, kot si rekla, tako, pride do stvari, kjer se ne strinjamo. Seveda so nesoglasja, absolutno, ampak pomembno je, kako se rešujejo. Ne? Spet, če je to na spoštljiv način, če je to neka konstruktivna debata, velikrat se usedemo, velikrat si rečemo, jaz pa vidim to tako, ali pa jaz pa vidim to tako, ne? Kaj bomo zdaj naredila, pa se probamo najti na neki srednji poti ali pa kaj takega, ne? Ampak izzivi so seveda v odnosu. Ne? Odnos med sebojni je delo, ves čas. Seveda, to je konstantno delo, ker ko enkrat nehaš delati na odnosu, je isto kot v podjetju, če bi nehal delati, ne? Se sesuje. Kako pogosto se pa vama prepleta ta zasebno-poslovni? Ker verjetno se zelo veliko tudi o poslu pogovarjata doma, ne? Ja, mislim, ves čas, no. Velikrat rečejo, ne, da moraš to presekati, pa dom je dom, ne, služba je služba, ampak ko si enkrat podjetnik, si ti 24/7 in ne vem, mogoče tisti, ki imajo kak middle management nastavljen, da lahko odmislijo doma svojo službo, ampak v podjetništvu se mi pa zdi, da ga ni onaka, no, ko bi lahko tudi po noč čisto v miru zatisnil oko, pa da ne bi razmišljal o tem, onem, tretjem, ves čas moš nekaj razmišljati. Se pravi, izzivi v podjetništvu so skozi in kot ustanovitelj podjetja, sej ti se ne ukvarjaš s stvarmi, ne, dan smo pa tole fajn zrihtali, pa tole smo lepo prodali, pa tole, kaj smo fajn, ne, lepo izložbico, ne, pa to, ja, seveda vidiš, opaziš in ti je fajn, da imaš ekipo za sabo, ki razume, kaj delamo, ne, ampak mene pokličejo takrat, ko so problemi. In jaz se dejansko ves dan ukvarjam večino z izzivi, ne problemi, z izzivi, ki jih rešujemo, ne, in si ves čas, ne, v tej situaciji, ko ti morajo možgani delati na polno in skozi rešuješ te izzive, ne, se seveda zelo veliko naučiš, nikoli ti ni dolg čas, ne, je pa res, ne, da bi včasih rad izklopil, ne, ampak mi smo podpisali tako pogodbo, ko smo ustanovili podjetje, tako da tukaj tega ni. Se ti pogosto potem zgodi, recimo ravno to, kar smo prej govorili, popoldne pridejo druge obveznosti, je družina, so otroci in tako, da se ravno takrat zgodi nekaj, da je treba rešiti. Kako si takrat razdvojena? V smislu, jo, zdaj kleme rabijo, pa tole moram narediti. Ja, mislim, Dante pa Evan sta toliko razumevajoča, da sta že velika otroka in tudi razumeta, da imava midva službo in tako in se tudi z njima pogovarjamo in jih probamo tudi recimo upenjati malo v razumevanje, ne, tega posla, pa da bo tudi ona dva lažje se odločila, ker meni se zdi, v 8. razredu se morajo otroci odločiti, kaj bojo v življenju postali. Ljubi Bog, no, pa kdo ve, v 9. Ja, razredu, kaj bi on res dejansko bil. Ne? Ampak fino je, ne, da mu lahko pokažeš in eno in drugo stvar in tretjo stvar in čim več, ne, tega, tudi zdaj, ko smo recimo križarili po reki Mekong, kako z rokami iz zlata, ne vem, izdelujejo nakit, lonce, lončene in take zadeve, ne, sta ful zanimanje pokazali vse in
več jim je treba tega praktičnega dela služb pokazati, da oni tudi malo bolj razumejo. Ker jaz recimo sem celo življenje želela biti veterinarka, ker jaz že od 6 leta ne jem mesa, ker živali so moje najboljše prijateljice in prijateljev ne jem. Tako sem se pač odločila in seveda jaz sem hotela biti veterinarka in reševati življenja in tako naprej. In moj oče je zelo dober naredil in še danes sem mu recimo hvaležna. On je mene odpeljal na veterinarsko postajo, ker sem celo noč bila zraven dežurnega veterinarja in smo imela porod krave, telička, pa smo imeli evtanazijo, pa smo imeli ne vem kakšne stvari, recimo krute, In jaz, ko sem to videla, to pa ni to, kar sem si jaz predstavljala, da bo pa zdaj sam tam srečne živalice hodile, pa da bomo, da bo to vse lepo, ker to nekako je v tvoji glavi, In ta praktičen del, tudi v šolah recimo, bi bilo super, da je čim več te prakse, ker jaz sej sem končala šolo, sem končala faks, jaz, ko sem prišla v službo, jaz sem začela svoje znanje graditi popolnoma na novo. S prakso. Bilo čisto nekaj druga, vsi tisti, ki so gledali na začetku najin pogovor in poslušali, zdaj mogoče čakajo. Kdaj bo zdaj prišel tisti trenutek 2 žensk, ko se boste začeli pogovarjati o frizuri, o make-upu in tako, mi da smo šli danes kar globoko v sisteme, pa vseeno se bom mečkano dotaknila tega, verjetno na dan dobiš najmanj 10 vprašanj glede svojih las. Še vedno verjetno? Za lase je res, jaz v veliki večini seveda se moram zahvaliti genom, nekaj je pa tudi, bom rekla, imeti dobrega frizerja, ki zna s tvojimi lasmi, ki ti jasno in glasno prepove, da pri taki dolžini likalniki in podobne toplotne obdelave nimajo kaj delati, Dan danes pa je rekel, mi tudi večkrat frizer, veš, ene ženske hočejo vsak teden biti druge barve, pa non-stop, toplotna obdelava, pa pride k meni pa mi reče, jaz bi imela take lase kot Heidi. Ne gre, mislim, ker enostavno je to en drug proces, in je treba res jaz te kodre dosežem tako, da celo noč spim z viklerjem, da se zastopimo. Ampak ni nobene toplotne obdelave, recimo, ali pa karkoli. Tako da čim manj teh nekih preparatov, kemije in teh zadev, tudi ko premene delama te res baby light pramene, da čim manj poškodujeva, ker jaz imam svoje leta, seveda imam tudi svoje sive lase, ampak je iznajdu eno tehniko, kako lepo to lahko skrijeva in čim manj te kemije in teh stvari. Zdaj si že ta drugič omenila svoja leta, ne bova o številki, ampak vseeno pa vprašanje, da človek pri teh letih še vedno zgleda tako mladostno, niso vse samo geni, vem, da ti zelo brez dlake na jeziku in brez težav poveš, da greš kdaj pa kdaj na kakšen botoks. Res in tako. Je to stvar, recimo, zdaj, če pogledava iz drugega zornega kota, sporočilo mladim puncam. Kako bi to lahko pokomentirala v smislu, da te spremljajo tudi mlade punce? Je to nekaj, kar jim želimo dati ali ne? Zdaj tako je. Estetska kirurgija, tako kot so frizeri, pa zelo mlade punce, si tudi peroksidno barvajo lase, pa je to zelo nevarno, pa toksično za kožo in tako naprej. Estetska kirurgija tukaj je. Ona ne bo šla. Kot umetna inteligenca, recimo. Tako. Ampak zelo pomembno je, da se mi o tem pogovarjamo. Zakaj? Zato, ker vidimo, kaj se dogaja in kam mlade punce grejo s temi ustnicami napihnjenimi, umetnimi, takšnimi prsi in grejo v stvari, ki nimajo veze več z estetsko kirurgijo. In tudi izbrati pravega estetskega kirurga je zelo pomembna stvar. In jaz ne govorim zato, da spodbujam mlade, da naj to delajo. Ne. Jaz govorim zato, da ko bojo šli, ker bojo šli, seveda bojo šli, da bojo to naredili na način, da ne bojo kakih stvari obžalovali. Zaradi tega, ker jaz javno govorim, jaz sem šla na prvi botoks po 40. letu.
Zakaj bi prej hodil? Ne rabiš tega, ne? Pa polnila in tako naprej. Ne? Tudi na kakšen način, kakšne so tehnike, kakšne so recimo čim manj invazivne pa učinkovite metode. In zato rada delam tudi intervjuje z estetsko kirurginjo v Celju, recimo, ker vem, da to ženske zanima in vem, da je super, da te stvari povemo iskreno, zaradi tega, ker tega časa, ne, ko smo prodajali kreme, pa bili vsi na botoksu, to je konc. In mene je tudi zelo motil, ko sem zelo veliko žensk vprašala, pa koliko, ne, pa to, pa kak imaš lepo kožo, pa vse, ja, imam to kremo, imam La Prairie, ne vem, 400-500 evrov krema, ja, čak mal, ne, ni res. Botoks je v zadnji. Veliko, zdaj nekaj let seveda nazaj, ali pa 10 let recimo nazaj se je ravno to dogajalo. Veliko znanih oseb je promoviralo takšne in drugačne kreme. Pa ni fair to, zato pa sem jaz rekla, jaz že od prvega dne skozi o tem iskreno govorim. Ja, spet je Slovenija razklana, zakaj propagiram, eni pa hvala Bogu, da govori o tem. Recimo, pa se ti zdi, ni slab namen. Prekinjam, ampak se ti zdi, da lahko nekoga zelo hitro potegne notri v smislu, da pa ne znajo nehati, da nikoli ni dovolj. Se mi zdi, da tukaj je tudi ena velika bojazen lahko. Ne? To smo se velikokrat tudi z mojo estetsko kirurginjo Dašo pogovarjali, ampak tukaj je pa zdravnik oziroma doktor tisti, ki mora imeti svojo mejo. Zato pa pravim, da je zelo pomembno, koga si izbereš, ki ni oportunist in vleče samo denar, in šopa, ampak dejansko naredi neki izdelek, ker jaz mislim, da vsak estetski kirurg bi mogel biti ponosen na to, kar naredi. Se pravi, ja, ti ohranjaš, zabrišeš kakšno stvar, ne pa da delaš iz tega nekaj umetnega. Nekaj, kar je klišejsko. Recimo, ali pa da na trg lansiraš same barbike. Ker so potem vsi zelo lahko podobne. In zelo veliko je tega v tujini in drugače pa, se pravim, če pa ti si mamica, utrujena, zmatrana, delaš cele dneve in vse, pa če greš na terapijo nekomu, ki je strokovnjak, ki to lepo naredi, naravno naredi, pa se malo bolj z veseljem pogledaš v ogledalo zjutraj, zakaj pa ne? Ko si šla prvič, je okolica zelo veliko komentirala to, so opazili ali ne? Ja, so, zato ker jaz sem tako iskreno začela o tem govoriti, in zato sem tudi pol, ko so začeli govoriti o tem, vzpostavila lik Čenče, ki nastavlja nekako ogledalo družbi, ki se s tem težko spoprijema. Heidi, najlepša hvala za iskren pogovor, hvala, da si vzela čas, lepo mi je bilo v tvoji družbi. Kaj že 1 ura, tako hitro minila. Ja, in zdaj se gremo popoldne naprej učiti, ne? Ali kako? Ja, gremo, na drugo službo. Pa Uber imamo tudi popoldanski za vse dejavnosti. Dejavnosti tudi, ja. Tako, ja. Hvala, Heidi. Hvala, enako.